Lepo pozdravljeni. Vsako leto nam zmrki sončni in lunini zagodajo, ne vsem, nekaterim, pa je mogoče čas, da pogledamo, kako se dobro pripraviti in kakšen je smisel tako luninega kot sončevega mrka. Astronomija se ukvarja, kje se mrk vidi, na katerem delu zemeljske poloble, kdo ga bo lahko videl, v katerem času. No, iz vidika astrologije to sploh ni pomembno, pomembno pa je, na kateri stopinji se zgodi, kakšen mrk, v katerem znamenju, kdo ga najbolj čuti in kako se to dogaja. Mrki na splošno pomeni, da energija v astrologiji z vidika zvezdnih vplivov, da energija tistega planeta v tistem znamenju se zresetira. Kar je z vidika terapevtskega, z našega vidika, ko vam želimo pomagati, dobro, kajti to pomeni, da tam lahko potem vse očistimo in greste na novo. Z vidika uporabnika življenja, se pravi, ko se meni osebno dogaja mrki, pa vem, da to ni enostavno, kajti tam se začnejo tla majati pod nogami, stvari se spreminjajo in se potem človek je prisiljen v spremembo, hočeš ali nočeš. Kar je z vidika duše super, iz vidika človeške osebnosti pa malo manj, kaj ti ne želiš iz komfortne cone, za katero niti ne veš, da si bil v njej. Torej, mrki so čas za spremembe in v letošnjem letu, letu 2025, bom najprej povedala splošno, potem pa, ko pride čas za marec in ko pride čas za september. 4 mrki so običajno na leto, 2 lunina, 2 sončeva, 1 v spomladanskem terminu, 2 v jesenskem terminu, marec, september ali april, oktober, nekaj takšnega. No in sama sem jih bila deležna 3 leta zapored v tem delu kot tehnica. No in sedaj bomo pogledali, kdo je na vrsti za spremembe v naslednjih obdobjih. Pri luninem mrku gre luna je energija matere, luna je energija blagostanja, sprostitve, zdravja, sproščenosti in vladarica doma. Torej, ko se gre za lunin mrk, se pogovarjamo o spremembah, ki se tičejo vaše sprostitve, zdravja, zavesti. Luna ima vpliv na možgane, na ledvice, na mehke organe, tudi na maternico, na testiste pri moških. Se pravi, da luna je tista, ki osvobaja energijo preteklosti in na teh organih lahko čutimo pritisk, težo ali celo kakšne bolezenske znake, ki lahko po mrku, ko mrk izzveni, tudi izginejo. Lunin mrk ima vpliv mesec dni, lahko ga že mesec dni čutite, se pravi, da bomo v februarju, od 15. februarja naprej že lahko zaznavali marčevski lunin mrk, ki se bo zgodil 14. marca. In pa luna, torej en mesec prej in en mesec potem je nekako se še dogaja reakcija na lunin mrk, medtem ko sončev mrk, če se vam zgodi sončev mrk blizu vaših pomembnih stopinj, bolj kot je, o čem se to govorim, bolj kot je mrk na stopinjah, ki so vam pomembne, močneje vpliva na vas. Se pravi, tudi če glede na to, da se polna luna in lunin mrk zgodi v Devici, na 23 stopinj Device, to pomeni, da boste device rojene v 3. dekadi bolj ga čutile kot device v 1. dekadi. To je ta razlika v stopinjah. In vsi planeti, recimo, ki jih imate na 23 stopinjah v svoji karti, bodo vibrirali z luninim mrkom 14. marca. In kaj zdaj to pomeni? To govorim na splošno. To pomeni, da če vas mrk se ne dotakne direktno, ga samo bežno zaznate, lahko sprostite določene stvari, ampak ni usoden za vas. Usoden pa je za vas, kadar se vam zgodi na točno določenih stopinjah in nekateri pač imamo to srečo, da smo v fazi transformacije, kar pomeni, da tam dobesedno nas mrk se dotika tisto leto. In recimo sončev mrk je 29. marca ob mlaju, vedno je polni luni je lunin mrk, ob mlaju je sončev mrk, ka luna in zemlja pridejo v povezavo. Tako da se zgodi pa sončev mrk 29. marca na 9 stopinjah ovna. Torej boste ovni v srednji dekadi, imate največ vpliva,
od tega mrka, natančno v posebnem prispevku Sončevega mrka oziroma mrka v marcu, ampak nasplošno samo toliko, da veste, da Sončev mrk je dejansko na tistih stopinjah, če imate karkoli na 9 stopinj, pa lahko zaznavate že pol leta prej. Sončev mrk ima polletni zamik, se pravi pol leta prej in pol leta kasneje, se pravi skoraj celo leto ste potem v transformaciji zaradi vpliva določenega mrka, kar pomeni, da za vas manj veljajo drugi horoskopi, drugi zvezdni vplivi kot za druge ljudi. To je edina razlika, zato včasih se vam zdi, pa komu to govori te horoskope, saj meni se vse drugo dogaja. Kajti, če na vas vplivajo sončevi mrki, potem je lahko celo leto drugačno, kot ste si ga zastavili ali kot so vaši horoskopski napovedi, kajti je vse drugače, vse se čisto drugače vrti. In kako zdaj vi to ugotoviti? Če imate malo znanja astrologije, ni problem, pogledate si stopinje, te vedno javno objavim, zato da tisti, ki zna, se lahko si sam pomaga, za tiste, ki pa ne bi se poglabljali v astrologijo, pa imamo linijo 090 7785 ali 090 5464 za Telekom ali pa za kup minut na merkaba.si si to pregledajte, pošljete na info@merkaba.si pošljete svoje podatke, pregledamo, vse naše ženske znajo pregledati te stvari, pregledamo v bistvu naprej vašo karto in potem določimo in vam vi pokličete in vam zelo nakratko, ker smo znani potem, da vas ne držimo na liniji predolgo, ampak kolikor je nujno potrebno, tako da vam povemo, kar je bistvo in s tem ste vi potem pomirjeni, na čemer je treba delati. Torej, Sončev in Lunin mrk sta tista dva, ki definirata čustva, Lunin mrk čustva, Sončev mrk pa celotno osebnost. Sončev mrk je zato, ima tako dolgi vpliv, kajti razgradi vaše energije, transformira vašo osebnost in vi se morate na novo postaviti v bilo čem, kar ste vi počeli do sedaj. Tako da Sončev mrk, torej celotna sprememba vašega življenja, mi energijsko, terapevtsko delamo na notranjem otroku, na karakternost osebnosti, odstranjujemo sisteme elementare, vse, kar bi vas bremenilo in vas povezujemo s harmonizacijo z duše, tako da kar bi si sami lahko naredili, fizično je peeling, telovadba, čustveno kurjenje čustev, psihično pisanje novih idej in pa duhovno meditacija. To je, kako se pripraviti dobro na svoj mrk, če čutite, da se nekaj spreminja. Fizično telo, telovadba, peelingi, kurjenje čustev, zapišete vse, kar vas muči, skurite ali skozi meditacijo kurite v zemljo, spošiljate v globino, da zemlja skuri, vaša energija v bistvu skuri to. Psihično se pripravite na način, da definirate svoje misli, afirmacije, deklaracije so pomembne, kakšne misli imate, jih usmerite v dobro in pa duhovno meditirate z energijo duše, da sprejemate, ne da nekaj proste dušo, ampak da sprejemate, kaj je potrebno novo sprejeti, da se vam življenje postavi na novo. Toliko na splošno o mrkih. 14. marca se zgodi Lunin mrk na 23 stopinjah Device, 29. marca Sončev mrk na 9 stopinjah Ovna, potem Lunin mrk spet septembra 9. na 15 stopinjah Ribe in pa Sončev mrk 21. septembra na 29 stopinjah Device. To je to. Pripravite se, pregledajte svoje karte ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali. Hvala za pozornost, z vami sem bila Andreja Novak. Srečno!